Sem špela, sej vrata so odprta, lahko prideš nazaj. Glede na to, da se veliko tekmovalcev vrača, mogoče nikoli ne veš. Bomo videli, ne? Ti samo povej, pa bomo probali. Pozdravljeni v novi sezoni Ljubno podcasta. Z mano nov trener ženske reprezentance Jurij Tepeš. Živijo, Jurij. Živijo. Jurija poznamo kot skakalca. Daj nam zdaj malo povej, Jurij, kot trener. Ja, dajmo reči, da je kar nekaj razlik. No. Takrat, ko si skakalec, gledaš samo nase, ko si trener, moraš gledati na celo ekipo. Pa tukaj govorimo na trenersko in na ekipo deklet in takrat se ti v bistvu svet šele odpre. Jaz moram reči, da zdaj vidim veliko več stvari, kot sem jih takrat kot skakalec in je tudi, če bi takrat vedel to kot zdaj, bi bilo fajn. To slišimo veliko krat od tistih, ki so zaključili svoje kariere. Daj nam povej, vemo, da si bil prej trener pri mlajših tekmovalkah. Kakšen je bil ta preskok, zdaj že kar veš, kaj konkretno je prinesla reprezentanca in svetovni pokal? Ja, sej osnova je zelo podobna. Edin tukaj v višjih kategorijah oziroma pri reprezentanci se malo manj ukvarjaš z vzgojo, pa malo več z tehniko gibanja in pa z kondicijsko pripravo. A ti je bilo težko prevzeti punce? Pa ja, predvsem iz tega vidika, ker so bili rezultati res odlični vse prejšnje sezone in iz tega vidika ja, drugače iz ostalih vidikov pa ne. Se strinjaš, da punce enako trenirajo? Ja, mogoče celo več. Samo da rešimo to dilemo. Kdo pa je rekel, da punce manj trenirajo? Veliko imamo takih komentarjev, oziroma skozi leta so se nabrali veliko komentarjev. Kako pa tvoja sestra Anja je skakala, da vsi ostali tudi vejo, ste skakalna družina in kako si takrat mogoče gledal na punce, ki so skakale? Ja, moram reči, da v bistvu že od samega začetka, kljub temu, da večina ljudi okrog niso verjeli v ženske skoke, jaz mogoče prav zaradi tega, ker je Anja skakala. Anja je moja sestra in takrat vidiš drugačen svet. Vidiš, koliko je ona trenirala in moram reči, da tudi ni nič razlike od moških skokov. In ja, iz tega vidika v bistvu mogoče mi je bilo že takrat malo priprava na trenersko delo. Kako so pa te punce mogoče sprejele in ostali trenerski štab od ostalih reprezentanc mogoče? Jaz upam, da čim boljš. Moram reči, da v bistvu z večino deklet oziroma s polovico deklet sem delal že v mlajših kategorijah, tako da tukaj sem jih že kar nekaj poznal. Z Emo, Katro in pa Niko Vodan pa niti ne, no. Tako da mi smo imeli malo več za nadoknaditi zdaj do zime. Je pa res, da sigurno prvo leto se sigurno ne poznaš toliko kot naprej, tudi zaupanje sigurno ni na taki meri, kot ga je verjetno užival Zoran v prejšnjih letih na koncu in moja želja je, da pridemo na tak nivo čim prej. Kaj pa poleti? To je bila ena izmed tvojih ljubših stvari. Kako gledaš na letalnico in v bistvu na razvoj punc v teh 2 sezonah, ki so nastopile na letalnici? Ja, super, no, da so punce nastopile na letalnici. Letos jih bo skakalo na letalnici več kot prejšnja leta in sem zelo vesel, da se šport razvija tudi v to smer. Želel bi si, da bi punce nastopile tudi na ostalih velikankah, predvsem recimo Oberstdorf ali pa Kulm. Tiste 2 skakalnici sta mogoče zaenkrat za prvo sezono, za testiranje. Prvo sezono mislim takrat, ko skačejo samo na teh skakalnicah, bi bilo super. In upam, da se punce tudi na teh letalnicah pridružijo čim prej in pa seveda, da bo naslednjo svetovno prvenstvo v poletih, da se punce pridružijo. Kaj si pa misliš o združitvi svetovnega pokala? Ja,
Tukaj zdaj je tako, jaz bi si želel, da tekme ostanejo tam, kjer so bile, v bistvu najmočnejša tekma za nas, največ ljudi pride v Ljubno in se bojim, da bo ženski svetovni pokal izgubil te tekme. Iz tega vidika se mi ne zdi prav, oziroma mogoče je fajn, da se svetovni pokal z združitvijo vsaj na določene vikende še nekaj počaka. Da po eni strani je to dobra stvar, mogoče kakšno tekmo več, po drugi strani je pa to slabša stvar, ker bomo mogoče, pa upam, da ne, izgubili tekme, ki štejejo kar dosti. Vsaj za nas kot Slovence, Ljubno je najboljša tekma za nas. No, nekaj tekem svetovnega pokala za punce na Ljubnem si že dal skozi. Kako se ti je dejansko zdelo tebi kot trenerju biti tam, biti v tem vzdušju? Punce vedno govorijo, da se super počutijo. Kako je bilo pa tebi tam? Ja, tudi meni je bilo zelo dobro. Tudi moram reči, da smo se in z Gaborom in z Andražom smo se kot trenerska ekipa super ujeli in se mi zdi, da delujemo homogeno, kljub temu, da je letos kar nekaj dela tudi z skakalnimi kombinezoni, ki je mogoče v prejšnjih letih bilo malenkost manj. Ampak to je stvar, ki jo prinese s sabo in upam, da bomo tako dobro delali še naprej. Upam pa, da se res punce počutijo tako kot pravijo in da v bistvu smo tukaj, trenerska ekipa je tukaj zaradi punc. Mi smo vsi tukaj, delamo na tem, da se punce čim bolj potrudijo, počutijo in v bistvu smo samo svetovalci. Punce so na vrhu naletov same in je važno, da jim damo tisto ta pravo vzdušje. Verjetno vrhunec te sezone je sigurno svetovno prvenstvo v Trondheimu, ampak predtem je vseeno tekma na Ljubnem. Greste verjetno s polno paro na vse tekme svetovnega pokala. Ja, gremo, imamo pa za Ljubno en velik problem, ker mlajše tekmovalke sigurno ne bojo nastopile, ker imajo v tistem času mladinsko svetovno prvenstvo v Ameriki. Želeli smo si, da bi ta svetovno prvenstvo bila sta 2 datuma, da bi bil en teden pred Ljubnim, to bi nam zelo ustrezalo, ker oziroma en teden preden imamo svetovno pokal v Ameriki. To bi nam zelo ustrezalo, ker na verjetno Willingenu tako ne bi nastopile, pa je prišlo glih tako, da je v bistvu 5 najboljših tekmovalk iz Slovenije bo manjkalo na za nas najbolj pomembni tekmi. Želel bi si, da bi skakale, vsa leta so skakale in upam, da se to v prihodnosti ne bo dogajalo. Kaj pa v ozadju, kako je z mladinkami trenutno? Ne vemo čisto točno, saj nimajo še veliko tekem, ampak verjetno jih videvate na treningih. Ja, letos smo sicer skakali malo manj skupaj, vem iz prejšnjih let, glede na to, da sem delal z njimi, da imamo kar nekaj potenciala tudi zadaj. Letos se je v bistvu Tina priključila tudi reprezentanci z končem šolskega leta in polet že dosegala kar zelo dobre rezultate. Zima je seveda nekaj drugega, več tekmovalk pride oziroma vse najboljše so vedno na tekmah svetovnega pokala in tukaj bo sigurno še nekaj manjkalo, ampak ona je ena od njih, imamo jih pa še kar nekaj. Kako ste pa zadovoljni s temi prvimi tekmami v sezone? Dajmo tako reči, z nekaterimi sem zadovoljen, nekatere so šle v bistvu po učni poti, ker rečemo, da sploh Tina je 16 let stara, za njo sem vedel, da nekako ne bo šlo od začetka, zelo malo skokoma na 120 metrskih skakalnicah, ampak je šla po izkušnje, to vsaka stvar doda nekaj. Katra se lovi, bi si želel, da pride čim prej zraven. Tukaj imamo Emo, ki v bistvu je zelo dobro začela sezono, pa mislim, da je tudi še več sposobna. Nika Prejevc je tudi zelo dobro začela. Nika Vodani ima še kar nekaj rezerv. Ta je pa v bistvu prišla samo do ene točke, kljub temu, da je na treningih skakalnih kazala veliko boljše, ko bi rekel temu, boljše skoke. Ampak točno tako je, veliko skakalk je zdaj že starejših, imajo veliko več izkušenj in tukaj te tam mlajše dobijo vsaj ta prvo tekmo, če na veliki skakalnici, pa prvič, v bistvu mi smo naredili 2 skoka prej in 2 skoka sta bila vse, kar so imele punce pred tekmo na snegu. No, praktično imaš zelo mlado ekipo.
če se šteješ skupaj povprečje. Ja, povprečje imamo kar mlade, ja. Proti, ne vem, mogoče avstrijski reprezentanci, mislim, da je povprečje veliko nižje. Ja, mislim, Špela, sej vrata so odprta, lahko prideš nazaj. Glede na to, da se veliko tekmovalcev vrača, mogoče nikoli ne veš. Bomo videli, ne, ti samo povej, pa bomo probali. Zdaj pa veš, kaj zanima. Si ti kdaj nastopil na Ljubnem? Ja, sigurno na kakšni slovenski tekmi. V ženski konkurenci pa ne. Ja, to vem, da nisi v ženski, ampak verjetno v mlajših letih si nastopil na še neprenovljeni skakalnici. Tako je, tako. Si bil na tisti prvi? Na prvi skakalnici? Na tisti, ja, ki je bila, je zelo težavna. Jaz nisem nastopila, ampak... Ja, na uni sem skakal. Meni je bila všeč, zaradi tega, ker je bila podobna kot prejšnja Planica. Planica prejšnja je bila tudi taka, da ko so tujci prišli na njo, so imeli veliko težav. Ne? Zelo močen radius in tisti, ki so skakali na novejših napravah, tako kot je zdaj današnja Planica ali pa vse ostale tekme svetovnega pokala, je bil ta pritisk premočen in nekako se niso znajdeli. In Ljubno je bila zelo podobna. A bi rekel, da mogoče... Ne vem, če to velja za vse, ampak da mogoče slovenska ekipa ali pa Slovenci imamo rajši bolj zakomplicirane skakalnice. A dajva reči gavge. Ja, sigurno imamo Slovenci, imamo bolj gavge, ne vem zakaj. Ne vem zakaj, ampak mogoče imamo bolj natrenirane noge, kaj jaz vem. Nekako smo veliko na teh preskakali, veliko slovenskih skakalnic ima močen radius, ampak to se je v zadnjih letih izkoreninja. Mi imamo pa zelo veliko skakalnic do 50 metrov, ki imajo to zelo poudarjen in nekako iz mlajših kategorij tekmovalke in tekmovalci to prenesejo. Ja, zaradi tega, ker velikokrat slišimo, da je mogoče te novi radiusi, ki so tako blagi, niso glih všeč. Ja, te radiusi so bolj všeč tistim reprezentancem oziroma, ja, dajmo reči reprezentancem, kjer bolj odskakujejo, ki mogoče ni let najbolj razvit, kljub temu, da so to velike skakalnice. Zdaj tisti, ki pa rabijo malo neko spodbudo čez radius, tistim pa malo manjka. In Slovenci, tako kot smo prej rekla, smo navajeni, so punce in fantje so navajeni na malo več radiusa od malih nog in te nove skakalnice, sploh dokler Planice ni bilo, 90 in 120 metrske skakalnice, smo imeli kar težave. Ker Ljubno kar ustreza našim puncem, vedno dobro rezultirajo, vedno se veselijo tega, ne samo zaradi vzdušja, ampak tudi zaradi tega, ker vejo, da imajo prednost glih zaradi tega. Ja, sigurno imamo bolj uskakano, poleg tega je to domače prizorišče, se lahko kadarkoli tja zapeljemo in potreniramo in je sigurno to ena velika prednost. Poleg tega pa tako, kot sva rekla, ja, močnejši radius, drugače treba skočiti in naši se sigurno lažje, hitrejši prilagodijo. Kaj pa mogoče na Ljubnem smo imeli par sezone ekipne tekme, a bi si mogoče želeli tudi tega, da se umesti nazaj v program? Ja, jaz bi si želel, mogoče tudi kot kakšno dodatno tekmo, da bi imeli razširjen program, petek, sobota, nedelja, 3 tekme, to bi bilo sploh super. Ne letos, ker mogoče ne bomo, ker bomo imeli kar nekaj skakalk na svetovnem prvenstvu za mladinke, ampak ja, bi bilo pa kar fajn, če bi bila kakšna tekma tudi ekipna še na splošno v ženskem svetovnem pokalu. Ti sam rad skakal na ekipnih tekmah? Ja, jaz sem najraje skakal na ekipnih tekmah. Kljub temu, da so skoki individualen šport, smo še zmeraj ekipa, treniramo skupaj. Mogoče so skoki res tak en poseben šport, ker ponavadi, ko vidimo smučanje, karkoli svetovni pokal, se trenira posebej. Tudi če kajak pogledamo, zelo redko so ekipe, ki v bistvu so posamični športi, ampak so v bistvu tudi ekipni športi, pa da imamo skupnega trenerja, skupne treninge in tako naprej. Kaj so ti pa punce pripravile, glede na to, da si rookie? Ja, ta del ni šel najbolj skozi, tako da se moram tukaj v tem primeru opravičiti, ampak nekako neko majico sem že nosil po hotelu, to ni problem, ampak nekako zajčimi ušesi po skakalnici mi pa ni najbolj dišal, tako da sem se temu malo izognil. Rečemo temu, da sem uporabil avtoriteto. Mislim, da si se dobro odločil. Ampak niso verjetno samo tebe krstile, Andraža
tudi, predvidevam. Ja, tudi Andraža sem tega rešil. Sicer. Oba dva sva nosila sicer majice po hotelih, kjer je pisal Ruki, seveda na hrbtu in pa spredaj, da ne veva, v kaj se spuščava po angleško in nekako je bilo to kar zanimivo. No? Ljudje so kar gledali, nama je bilo pa tudi v bistvu čisto redo, glede na to, da je treba delati na ekipnem duhu, to je bila sigurno ena stvar, kjer je treba v bistvu malo nazaj stopati oziroma se kdaj pošaliti tudi iz sebe. Tem ti je všeč ta tradicija, ki jo imajo punce? Ja, tista zajčo šesa mi niso Dobro. bilo všeč, ampak ja, je seveda. to Ne, je ampak nekaj- nasplošno, verjetno tudi, ko pridajo nove punce, ste imeli zdaj kaj novih punc. Ja, v bistvu ne vem, kako se zdaj s Tino dogaja. a Ne? Glede na to, da je nova, ampak je lani že nastopala v svetovnem pokalu, mislim, da so jo krstile že v Ljubnem. Tako čakamo zdaj naslednjo, da jo krstijo. Torej upamo, da bomo imeli spet eno vrhunsko tekmovalko, ki bo vstopila v svetovni pokal. Ja, tak je plan. Sigurno jih tudi že ozadje nekaj čaka, kjer se morajo prebiti prek celinskega pokala v svetovni pokal, vrata so pa vedno odprta. Torej s Tenom dobro sodelujete. Ja, s Stenom super sodeluje. Sten je bil moj mentor že v bistvu, ko sem začel skakalno kariero oziroma po skakalni karieri, trenersko skakalno kariero. Delala sva prejšnje 4 leta skupaj in Sten je bil moj šef in še zmeraj zelo dobro sodelujeva, zelo dobro sva že takrat sodelovala. Sten mi zaupa in jaz njemu zaupam. Prej si že nekaj omenjal o opremi, pa se dotakniva še malo od tega, mogoče koga kaj bolj zanima o tem, kaj vam trenutno predstavlja, pa ne bi rekla temu težavo, izziv, največji izziv pri opremi. Ja, v bistvu so se do določene mere, kljub temu, da se pravila niso spremenila, so se kroji spremenili. Sigurno zaradi tega, ker mogoče je malo bolj poostren nadzor, čipira se kombinezone in to je največja novost. Vedno moraš priti pred tekmo že z kombinezonom, oziroma en dan do 2 dni pred tekmo s kombinezonom, ki je 100% pripravljen na tekmo. Prej si mogoče lahko privoščil, da si prišel šele na tekmo z res ta pravim kombinezonom. Letos je nekaj več dela. Tukaj prilagoditi smo se mogli in moram reči, da nam to v poletnem delu ni šlo najboljš, pa mislim, da počasi prihajamo v tisto fazo, kjer punce dobro vejo, na kaj morajo paziti, in tudi jaz, kot pa ostala ekipa, ki skrbi za kombinezone. Nekako sem nekje slišala, da ti v bistvu skrbiš na tekmah za njihove kombinezone. Koliko ti to predstavlja še dodatnega bremena, glede na to, da imaš kar veliko dela vse skupaj? Ja, v bistvu je kar nekaj dodatnega dela, sploh v začetku sezone. Jaz mislim, da zdaj, ko so kombinezoni več ali manj pripravljeni in kroji več ali manj naštudirani, da bo tega dela manj. Sigurno bo vedno, ker se material razteguje, telo se spreminja, bo nekaj dela vedno sprot. In ja, sej, na začetku je tega malo več, večja ekipa, več je za popravljati in moram reči, da recimo, če se dotaknemo naših punc, smo v Lillehammerju se je zgodilo, da smo po vsaki tekmi se je dres raztegnil za centimeter do 2 in to je treba vse popraviti. Materiali so mehkejši, bolj se raztegujejo in veliko bolj je treba biti pozoren, ker se mi zdi, da v prejšnjih letih, ko so bili materiali malo trši, se to ni dogajalo. Ja, veliko poslušamo o teh težavah za opremo. Kaj pa Tina je morala menjati smuči, kako se je s tem spopadla? Ja, v bistvu mi smo počakali, da so se stvari postavile na noge, da se je odločili dokončno, da proizvajalca Fluge ne bo več med nami in da se, ker je pač Tina poskakala s Fluge naprej, dovoljeno je tako smo se odločili, da bo testirala šele jeseni, v bistvu pred tistim Rašnovom je ona testirala, so se smuče v prvih 6 skokih pokazale v bistvu za še boljše in nekako je brez težav šla na Wandir. Kaj pa tebi predstavlja največji izziv pri treningih, pri vseh načrtovanjih, ki jih moraš narediti za celotno sezono?
Ja, v bistvu, letos tako je bilo kar nekaj stvari, ki jih je bilo treba narediti. Tako da je bilo kar nekaj v bistvu večerov, noči, ki so se stvari urejale. In v bistvu je imel dan premalo ur za spanje, ampak nič hudega. Meni je predvsem izziv, da je ekipa v dobri formi, da smo pripravljeni dobro in da je vzdušje tako, kot pravo. Vemo, da si zelo aktiven tudi izven tega v prostem času. Kaj je tisto, kar te najbolj sprosti, ali pa ko priješ po napornem vikendu, kaj je tisto, kar Juri zbere in se sprosti? Ja, moram reči, da zaenkrat je bil kolo tisto, ali pa recimo pozimi lani sem odkril turno smučanje, to me tudi zelo sprošča, je fajn. Je pa res, da sem letos za kolo in ostale stvari imel veliko premalo časa. Jaz sem bil od avgusta naprej dvakrat na kolesu do zdaj in to je premalo časa, oziroma bi si želel, da bi več športal, in kar moram zdaj v zimo malo pojačati in nekako. Rekel, to sta dva športa, ki me veselita. No. Kaj pa tisti nasvet, ki ga daš ti puncam, mogoče, da si spraznejo glavo takrat, ko ne gre, ali pa takrat, ko pride preveč vsega? Ja, takrat je treba en korak nazaj stopiti. Zdaj, vsaka mora imeti svoj način. Zdaj, enim pomaga, da grejo v gozd, pa se na drevesa zderejo. To čisto nič ni narobe. To je čista prava smer. Ali greš laufat, ali greš v savno, ali greš, ne vem, na sprehod, ali pa greš na pogovor s psihologom, s fantom, s prijateljco, kakorkoli. Najti moraš svoj način in ga je treba spodbujati in iti v to smer. Glede na to, da so skoki šport, ki je recimo 80-90% v glavi, je teh nihanj zelo velik in takrat, ko ti ne gre, je to zelo pomembno, da imaš stvar, kjer lahko v bistvu v parih urah odklopiš, daš ven iz sebe glavo na off, ker naslednji dan je že nova tekma ponovadi. Ja, veliko govorimo o tem iz tega psihološkega vidika, pa ne zdaj samo v vrhunskem športu, ampak tudi v normalnem življenju je ratalo to kar neka tema, ni več taka tabu tema, kot je bila včasih. Kako se mogoče punce soočajo s tem, imajo svoje psihologe? Recimo Nika Prevc je zelo vrhunsko tekmovala v Lillehammerju, pa vseeno mora braniti globus. Kako mogoče ji pomagate pri tem, ali pa kako skomunicirate, da ima tisti fokus? Jaz absolutno podpiram delo s psihologi, tudi jaz sem z psihologi celo svojo športno kariero delal. Treba je najti psihologa, ki ti ustreza, in potem v bistvu čim več let, ko dela z njim, lažje je. In sigurno spodbujam to. Smo pa letos šli v to psihološko pripravo mogoče malo prepozno, vse se je postavljalo na novo, tudi te punce, ki so še v šoli, mogoče je ta psihološka priprava prišla prepozno, ampak ne, v bistvu vse, kar je boljš kot nič, in takrat se zdaj stvari postavljajo na noge, grejo v pravo smer. Kar se tiče Nike, pa tako vemo, lažje je napadati kot pa braniti, ampak Nika je v podobnem položaju kot lani. Ona ne brani globusa, ona mora vsako tekmo napadati in tako naprej. Je pa res, da je tukaj na štartu po kvalifikacijah se znajde 40 punc, oziroma 39 punc, ki bojo probale to na vsak način preprečiti, in mora ohraniti mirno glavo in iti s tekme v tekmo, ne pa napadati. Globus je še daleč, tekem je še velik in pokazalo se bo to v drugem delu sezone. Sigurno pa ni treba braniti. No, mi vsekakor upamo, da pride z rumeno majico na domača tla. Nika je vrhunska tekmovalka. Sama sem jo spoznala in vem, njeno mišljenje je, kako bi temu rekla, ko spoznaš vrhunskega športnika, vidiš nekdo, ki ima tisto še neko dodano vrednost. Ni vsak za to. Ne, ni vsak za to. Pri skokih je tako, vedeti je treba, pa dobro, saj pri večini športov je tako, važna je predanost. Ti nekaj lahko, do ene mere prideš s talentom, ampak sigurno ne na vrh svetovnega pokala, in ženski smučarski skoki so se v zadnjih letih
zelo, zelo razvili, vedno bližje fantom so in sigurno je treba nekaj več. Ne. Zdaj, ona ima ta pravo mišljenje in ta pravo, ko bi temu rekel, predano športu in je pripravljena vložiti vse. Zdaj, kdaj je treba tudi spodbujati to, da ni samo šport, da je tudi življenje, ampak to je pri določenih tekmovalkah. Kakšno je treba pa kdaj opozoriti, da je šport malo več vreden oziroma treba več vložiti, kot vlagajo. Ampak glede na to, da imate zelo mlado ekipo, kako mogoče jih izobražujete na teh različnih področjih, ki so pomembni za vrhunski šport? Ja, zdaj, če se dotakneva spet, trener je sigurno prvi psiholog, sploh pri mlajših tekmovalkah, tiste starejše, ki imajo osebno že izoblikovano. Je fajn v bistvu zdaj letos, ker imamo malo starejše pa malo mlajše, ker se tudi med sabo zelo dobro štekajo, malo igrivosti so vnesle v reprezentanco te mlajše tekmovalke in je fajn videti, no, sploh na treningih tekma je že malo drugače, tekma je že malo bolj, je že malo več želje, malo več si vsak želi po svoje, ampak sploh na treningih več energije in ja, psihološka priprava je sigurno pomembna. Ja, se strinjam, da mlade tekmovalke vseeno rabijo malo bolj, da se vpeljajo, da se jim razloži stvari. Tako, ja, malo bolj sproščen pristop do dela, še zmeraj se treba zavedati, da mogoče pri 16-17 letih pristop do treninga ne bo tak kot pri 18, 19, 20 ali pa 30. Ja, veliko je tudi tem povezanih z prehrano smučarskih skakalcev, da kar tako rečem. Kako pa je na tem področju? Kako pri mladih probate na nek način jim razložiti, kaj ja, kaj ne, na kakšen način? Tukaj spet pride v poštev mogoče to, da je ekipa toliko različna, da imamo starejše tekmovalke, ki v bistvu znajo že svetovati mlajšim, kako se prehranjevati, kaj ja in kaj ne. Sigurno jaz spodbujam to, da se je treba kdaj tudi prekršati, zaradi tega, da sploh po kakšnih slabih rezultatih, da glava začne na novo delati, ker tiste pol kile ne bo nobenega drugačnega rezultata prinesel, lahko ti pa glavo na svoje mesto postavi. In sigurno se je treba o prehrani veliko pogovarjati, pogovarjati v plusih in minusih prehranjevanja. Vemo, da so bile v preteklosti, pa v bistvu še zdaj je kar nekaj težav. Tukaj so anoreksija, bulimija in pa tudi druge stvari, ki se prehrane tičejo, in zelo pomembno je, da o tem govorimo, da ne pride do tega, oziroma če že pride do tega, da znamo pomagati. Misliš, da je pomembna strokovna pomoč na teh področjih? Ja, zelo, sploh v skokih, zaradi tega, ker vemo, pri skokih moraš biti suh, zdaj nekateri so res že po naravi suhi in imajo težave se zrediti, v bistvu imeti dovolj kil in imajo potem zelo kratke smuči, ker z nižjo telesno težo se nižajo tudi smuči oziroma krajšajo smuči, si tukaj kaznovan in do ene mere gre, potem je pa to že tak minus, da ne gre več. To se predvsem pri fantih dogaja tudi v mojih kategorijah. Recimo so si nekateri oddahnili, ko so nehali skakati, ker so pa lahko imeli manj kil kot na skakalnici. Imamo pa seveda tudi druge, ki pa imajo težave. Tudi jaz sem imel težave s tem, tudi jaz sem imel preveč mišic, bil sem pretežek in je bilo treba daj tudi zelo, zelo na silo zgubiti kile. Ampak se ti zdi pri tebi recimo, da si v mlajših letih imel dovolj te strokovne pomoči ali pa da ti je nekdo razložil stvari ali je bilo tako navago in tako je treba imeti? Ne, sigurno ni bilo dovolj strokovne pomoči. Vaga je bila tista prav pokazatelj. Tudi jaz v bistvu že v mlajših letih, ko smo šli na treninge, tekme, je bila vaga, če nimaš toliko kil, ne greš na tekme. Osebno mislim, da je to napačen pristop, sploh za članice, ker zavedati se moramo, da tukaj na vrh naleta si sam in kdo sem jaz, da bom postavljal taka pravila. Sigurno je treba vedeti, da nad določeno težo rezultati ne bojo taki, kot so, ampak mi vzgajamo
ljudi, oziroma želel bi si, da pripravimo ljudi, punce na daljne življenje, Ja. ne pa samo za šport, ki pa neha skakati, si pa prepuščen sebi, ne znaš živeti. In ni prav. Se mi zdi, da kljub temu, da je kakšen rezultat malo slabši zaradi mogoče višje teže, Ja. v nadaljnem življenju bo sigurno boljš zaradi tega. Ja, jaz se tudi strinjam s tem. Pač se mi zdi, da predvsem mladim tekmovalcem je treba razložiti stvari, ne da je samo ena pot, ampak da jih je v bistvu več, pa da ponavadi bližnjice niso glih najboljša ideja. Ne, vedno je tako, a ne. Bližnjica je vedno ponavadi daljša pot in ko se začne enkrat telo boriti proti tebi, ker se pri nezdravem hujšanju sigurno, takrat je prepozno, ne, oziroma takrat je treba 2 koraka ali pa 3 ali pa 4 nazaj stopati, ne samo enega, kot če ujamemo te stvari dovolj zgodaj in se soočimo z njimi, priskrbimo strokovno pomoč, ker že tako trenerji imamo veliko znanja o tem, sploh tisti, ki smo mogoče skakali včasih, ampak sigurno ne to kot strokovnjaki. Ja, na mladih svet stoji, tako da jim moramo dati vse, kar jim lahko. Povej, kakšne plane imate naprej do februarja? Vemo, da je koledar kar natrpan. Kako se boste spopadli s tem? Ja, predvsem moramo iti iz tekme v tekmo, se sproti z težavami in rešitvami spopadati, sigurno starejši del ekipe je bolj izkušen, se bo s tem lažji, z mlajšim delom bomo pa prilagajali s tem, da bojo mogoče kakšno tekmo svetovnega pokala ostale doma oziroma šle na kakšen alpski pokal, celinski pokal oziroma interkontinentalni pokal, kjer je zdaj za punce, in ja, na tak način. Kaj bi rekla gledalcem, ki bodo prišli na Ljubno, se bo splačalo priti pogledati ali ne? Ja, jaz upam, oziroma vem, da bomo tekom sezone dokazali, da se splača priti v Ljubno navijati. Vedno se pa splača priti v Ljubno navijati, ker je atmosfera res odlična. Jaz upam na lep vreme in pa da bomo mi poskrbeli za tisto, kar pridejo, ne, se pravi za dobre rezultate. Jurij, hvala lepa, ker si vzel čas. Želim vam vso srečo, ugoden veter in super rezultate. Hvala. Hvala lepa, pa se vidimo v Ljubnem, a ne? Ja. Hvala, ker ste naju spremljali in zagotovo ste izvedeli nekaj novega, zanimivega in mogoče dobili drugačen pogled na smučarske skoke.